pa zdaj šele november, kar pomeni, da v polnem teku ni samo predvolilna kampanja, pač pa tudi praznično okraševanje. Ljubljanski župan in gospod s kronično zamaščenim nosom Zoran Janković si je utrgal par minut od obešanja lučk in nam namenil par besed. Poslušaj bo. Se potrudimo, se cepimo in nekako čakamo tudi te prireditve, ki bodo decembra. Razmišljamo, da bi pač tudi na te prireditve spustili le tiste, ki imajo PC, ne? Če je to možno sploh, čeprav je vse skupaj brezplačno. Zdaj pa tako. To je pa zdaj resno. Zdaj se pa res morate cepiti. V nasprotnem primeru vam ljubljanski župan ne bo dovolil, da prijete na prižig lučk, de? In to ni nekaj, kar bi on rekel z lahkim srcem. Poglejte, ko je žalosten. A ste že vi kdaj videli v življenju nenasmejanega Zorana Jankovića? Nikoli. Veseli december je njegov najljubši mesec v letu. Jaz sem prav, publika je res utihnila. On celo leto načrtuje, kako bo za Silvestrovo skupaj z Danielo odšteval 5, 4, TD, 2. In vi mu radi to vzeli, da vas ni sram. Ampak brez skrbi, gospod Janković ne krivi vas za dogajanje, pač pa vlado. S svojim nastopanjem, svojimi pozivi, svojimi grožnjami je pripeljala do tega, da imamo toliko in toliko ljudi, ki se ne želi cepiti. Počakal bom, da bomo videli, kaj bo na tej levi sredini možnost izbire in takrat bom povedal pač, koga podpiram. Tukaj je zaposlen z okraševanjem, da tudi nima cajta novic gledati. A ni jasno, kdo je pri nas na levi sredini? A lahko še enkrat vidimo to pesemco? Dajmo še enkrat, please. Smo pa v vsakem primeru bolj zadovoljni s tem, da gospod Janković nekoga podpre na parlamentarnih volitvah, kot pa da še enkrat kandidira sam. Ti se ni dobro končal. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.